V eni najstarejših hiš na Starem trgu v srcu starega ljubljanskega mestnega jedra je svoje mesto našlo inovativno opremljeno stanovanje, ki spretno združuje šarm vintage pohištvenih kosov in sodobnega minimalizma. Po temeljiti prenovi je tole stanovanje praktično nerazpoznavno glede na prejšnji videz. Tudi za voljo truda in inovativnosti lastnika, ki je bil v prenovo ves čas zelo aktivno vpet. Iztok, zdravo. Zdravo. Najprej mi prosim povejte, kaj mladeniča iz Savinjske doline, natančneje iz Spodnjih Roj, pripelje v Ljubljano. Ja, začelo se je s fakulteto, neka naravna pot, potem smo pa iskali investicijo. Kar nekaj časa je bila ta ideja v moji glavi, na kar sem spoznal prijatelja, ki se ukvarja z nepremičninami in v bistvu mi je on potem na tej poti pomagal. In potem sva našla tole nepremičnino in na koncu je zgodba pripeljala do tega, da sva šla tudi kot partnerja potem skupaj v ta projekt. No, v kakšnem stanju pa je bila ta zgodba oziroma stanovanje najprej, ko ste ga videli, ko ste ga zagledali? Koliko je bilo vse skupaj obetavno? Ko smo prvič stopili v to stanovanje, bi rekel, da malo kdo bi videl tak potencial. Tle, kjer vi zdaj sedite, je bila ena pregradna stena, tukaj sta bile dve sobici, ki sta imela vsaka svoje okno, noč so živeli študenti in v bistvu v zadnji je bil glavni prostor, dnevna s kuhinjo, ki je imela zelo malo dnevne svetlobe. Stene so bile v neki temno-zlati barvi, z lesom podeskane, spuščeni neki stropovi, tako da res ni dihalo, ni bilo ta prave svetlobe. In to je bil pa en tudi takih prvih izzivov, da smo prepoznali ta potencial in kaj se da tukaj narediti iz te lokacije. In kaj vse je bilo potrebno tukaj, kako globoko je bilo treba zarezati v samo stavbo? Zdaj, osnovne stene smo mogli pustiti kot so, ker je to vse 400 let stara gradnja. Res pa, da smo po posvetovanju z električarji vodovodarji prišli do tega, da bi bilo zdravo vso napeljavo kompletno zamenjati. Tako da smo potem ob robovih napeljali novo elektriko, vodovod. Radiatorje recimo smo dali obnoviti. To je bil prvi korak tega, da puščamo majčkeno duše. Vsa napeljava je pa kompletno nova. Kakšna je zgodba steklenega kubusa okrog spalnega prostora? Tukaj je bila pa v bistvu prva ideja, na kateri smo se vsi takoj strinjali, da rabimo v prostor dati neko stekleno steno. Zato, ker da bomo lahko spustili svetlobo čez cel prostor. Opazili boste tudi, da se iz balkonskih vrat na oni strani teče ta ribja kost prav do konca stanovanja in to smo želeli doseči, da stanovanje v bistvu zadiha čez celo. Te stare stavbe so znane potem, da nič ni v pravem kotu oziroma nobena stena ni ravna. Po domače nič ni v vinkel. Kako ste se s tem morali kaj pohecati? Ja, to je bil en glavnih izzivov. Dejansko v tem stanovanju mislim, da ni niti enega pravega kota. Prvi izziv je bila kuhinja, ki se nadaljuje v utility. Seveda nismo dobili nič standardnega, če vidite se tako nekako polomi skupaj steno in smo jo dali narediti po naročilu. Na eni točki smo se odločili, da teh nepravilnosti ne bomo šli skrivati, ampak jih bomo probali poudariti kot neka duša 400 let stare gradnje. Prav tako kot smo recimo pustili ta betonski obok, ki je bil v originalnem vhodu. In en večjih izzivov je bila pa kopalnica, ker je bilo treba izravnavati vse stene, da smo lahko ploščice položili. Tako da tle je bil zanimiv izziv, ki pa mislim, da smo ga tudi dokaj lepo rešili na koncu. Stekleni kubus lepo dopolnjuje minimalistično izčiščen bivalni prostor z izbranimi kosi pohištva. V njem so uredili glavno spalnico, v kateri je mogoče s pomočjo zatemnilnih zaves narediti temo tudi sredi belega dneva. Bivalni prostor pa so prestavili zraven okenskih odprtin, ki se spogledujejo z glavnim trgom. Direkten prehod iz vetrolova so zazidali, v ta namen pa sta se izoblikovali dve garderobni niši. Vi ste drugače po izobrazbi sicer ekonomista, ne? Ampak očitno imate neko žilico tudi za oblikovanje, ker ste tudi vi bili močno prisotni pri oblikovanju tega. Ja. Od nekdaj mi je bil notranji dizajn želja, tudi ena izmed možnih izbir za fakulteto. Sicer sem se pol odločil za ekonomijo in svojo drugo pot zdaj nekako poskusil izživeti skozi to stanovanje. Od nekdaj je bila želja imeti kockaste ploščice v veži, recimo, to se je zdaj izpolnilo. In to je bil res zanimiv izziv, preplet vseh teh svetov, da smo na koncu naredili stanovanje, ki je moderno, lahko je za več okusov, hkrati pa živi z neko prav posebno iskrico, ki smo jo dodali kot ekipa.
Ja, zelo močen element so pa umetniška dela. Odkot prihajajo? Ta dela so od moje punce, so bila narejena vsa, ja. Se pravi, akrilna dela so bila narejena prav za tole stanovanje. Te kosi so dejansko te, ki vnašajo neko svežino, barvo, igrivost v stanovanje. So pa tudi namensko narejeni, se pravi v spalnici nežni odtenki, ki pomirjajo, v glavnem prostoru mečkan bolj živahni, da nam dajo mečkan energije. Tako da je vse premišljeno, no, v bistvu. Umetniška dela lepo dopolnjujejo vintage kosi z bolšjakov oziroma iz druge roke, pa tudi nekateri dizajnerski kosi, kar naredi stanovanje še bolj sveže in igrivo. Ob vhodu goste pozdravita obnovljena meblova jurčka, ob jedilni mizi pa prosojni jedilniški stoli pedrali, ki se lepo dopolnjujejo z impozantno lučjo. V glavni spalnici so poličke izdelane kar iz keramičnih ploščic, na njih pa počivajo vintage simpatične obnovljene nočne lučke. V dnevni sobi se na regalu bohoti Seletijev dinozaver, ki se spogleduje s po naročilu narejeno veliko zofo, ki jo je prav tako zasnovalo Iztokovo dekle. Ob njej pa je star fotelj iz preloma minulega stoletja, ki so mu le malenkost obnovili usnje. Je pa ena zelo zanimiva anekdota, s tole mizo v mojem ozadju stekleno. Smo jo našli v Italiji 3 ure vožnje stran in v prvem planu je bilo, da jo gresta iskat moja punca in njen oče z enim manjšim avtomobilom, ki smo ga mi izmerili, če bo to šlo noter. Potem je pa nekaj prišlo vmes in sva mogla iti z mojim avtom en teden kasneje. Smo pa precej večji avto in ga seveda nismo zmerili. In da prideva tja, gremo v 5. nadstropje, dvigalo ni delalo, fant, ki nam jo je prodal, je imel poškodovano hrbtenico. Pa smo jaz, moja punca in fant s poškodovano hrbtenico to nosili po 5 nadstropjih, zelo ozkega stopnišča dol. Pridemo do avta in miza ne gre v avto. In je manjkalo res malo, pa smo pa ugotovili, da če vzamem ven dno prtljažnika in da jo tako mečkan pod kotom spravimo noter, hvala Bogu, imam še panoramsko streho, da je tam strop mečkan višji, da smo noge dali tja in smo mizo dejansko upeli v avto noter, tako da je bilo mečkan nevarno, ampak je prispela v Ljubljano, no. In zdaj jo imamo tukaj. Ja, jaz imam dovolj avto, da bi šla tudi v mojega, sam je pa ne bi vam pelil, bil pa kar se pelil.